Pozdravljeni v avtomobilnosti in pozdravljeni iz Vinice na skrajnem jugu Slovenije. Danes je naša 300. oddaja in ob tem jubileju v ekipi pozdravljam nov obraz Katjo Špoljar. Katja, dobrodošla. Katja, zelo me veseli, da mi boš pomagala uravnovesiti našo ekipo. Tudi mene, ampak kolikor vem, sva danes najpomembnejši, kaj ti ponavljamo idejo iz 60-ih let. Res je, Martina je za današnjo zgodbo potrebovala sovoznico. Zakaj? Tudi leta 1965 so s Katrco na avanturo odšle 3 sodelavke, 3 novinarke priznane revije Elle in vozile so se kar 40.000 kilometrov od skrajnega severa Aljaske do skrajnega juga ognjene zemlje. Katja, kaj praviš, če bi midve danes z novo Katrico se kar odpravila po Ameriki? Mislim, se jaz ne da vama ne bi privoščil te avanture, vendarle 4 mesece in pol so voziti po Ameriki, bi bilo fajn, ampak mi da z Lukatom bivajo kar pogrešala. Zato smo si pa danes zamislili bistveno krajši izlet in če sem natančen, kar 174krat krajšo turo. Danes bomo namreč prevozili 230 slovenskih kilometrov. Bomo pa Slovenijo prevozili po kar se da ravni črti in sicer navpični črti navzgor. Zaključujemo namreč na severu države, na meji z Avstrijo in nikoli ne bomo zapeljali na avtocesto, torej se držimo samo lepih, slikovitih cest in pa seveda vmes bo tudi malo makadamskih poti. No, ko že omenjaš makadame, danes se vozimo s Katrcami. Spomnim se, ko sem bila majhna, je sosedova Mici imela Katrco in prav radi smo se vozili z njo. Čeprav ona jo je uporabljala, da so na njivi pobirali krompir, torej paše tudi nova Katrca čez drn in strm in po makadamu. Pa sej za to novo Katrco pravijo, da je nekakšen mali SUV. To pa je razred avtomobilov, ki ga v 60-ih še nikakor niso poznali. Ampak jaz bom zdaj začel počasi preganjati, zato ker čaka nas kar nekaj, v bistvu kilometrov, kar nekaj postankov, tako da zdaj pa se ozrimo nazaj v teh preteklih 299 avtomobilnosti. V novomeškem IMV-ju naj bi hranili tudi milice. No, vsaj na prvi pogled res izgleda tako. Tu pa naj bi imeli tudi Katrco, ki so jo uporabljali v tisti kultni policijski akademiji Dolenjske milice. No, malce nostalgije na tiste čase bova obudila s gospodom Vojkom. Kako zelo pomembna je bila Katra za Novo mesto? Katra je bila poleg Fičkota prvi ljudski avto v Sloveniji in začeli smo jo delati kar v dosti velikih serijah, tako da končna številka je bila 575.000 izdelanih katrc v Novem mestu in v Novem mestu je tudi umrla. Zadnja katra na svetu je bila pri nas narejena.
To je najbolj popularen avto od prevažanja vina, a ne, ker Podgorci niso šli na morje, če ni šel 100-litrski vina v Katrco, a ne. Ogromno se jih je pa v tistem času gradilo hiše. Torej, v njo si naložil lahko 500 kg cementa, pa je lahko peljala, a ne. Tako da je bila za razonodo, za delo, za na polje, za v gost in pa za na počitnice. Je bila za tiste čase Katra drag avtomobil? Mislim, da z normalno plačo, kot sem jo jaz imel, in kreditom, si je lahko marsikdo privoščil Katrco. Pa ste jo kdaj popravljali sami? Nikoli ni bilo potrebno. Enkrat res sem zamenjal s pomočjo enega mehanika, prijatelja, zavorne obloge, ne, na zadnjih kolesih, ne, spredaj ima tako diske GTL, kaže. Rekla sva, da je prva zapeljala iz novomeškega IMV-ja pred malce več kot 50 leti. A se vi mogoče spomnite tega trenutka? Seveda, saj sem bil tehnolog od leta 1968 zaposlen v IMV-ju. 72. leta smo šli na izobraževanje v Belgijo, v Bruselj, v Vilvoorde, kjer so izdelovali Katrce v količinah, ki bi bile nam primerne. No in že 73. leta smo začeli s proizvodnjo. Kasneje pa čez 3 leta smo pa osvojili orodja, najprej za šasijo, za podvozje, kasneje pa tudi za karoserijo. In ko so Francozi videli to našo Katrco, ki ni imela več tečajev izven vrat, so takoj sklenili, da jo bojo odkupili tretjino naše proizvodnje. In to je bil prvi IMV-jski izvoz avtomobilov v tujino. In vidite, zaradi te lepe oblike Katrce z novih orodij, seveda, je dočakala leto 1992. Zadnje Katre smo naredili leta 1992. Res pa predlagam, da greva zdajle midva pogledati, kako izgleda nova Katrca. Moja žena mi je rekla, naj pogledam, če ima nad desnimi vrati ročico za potnika. Ma. Stara Katrca pa nima, ne? In, Se pravi, se bo že raje vozila znova. ker se gunca, ne, pa bi se rada prijela, ne? Pri letih sva že, ne? Pokrov motorja je malo podoben, a ne? Seveda maska pa je skoraj značilna Renaultova. Odbijači črni so, seveda plastični, te so kovinski, in pa, kar me preseneča, je odprtina pri pokrovu prtljažnika, ne. Če pogledamo, je ta avto prav zaradi tega bil zelo popularen, si lahko potegnil naravnost ven. Znamenitih oken, Renaultovih pri Katrci. Je nova Katrca morda ljubezen na prvi pogled? Ne. Ne? Zakaj ne? Mislim, da ne bi bila glih za cement voziti, ne. Ja, to je res. Recimo je preveč luksuzna. Fina je, ja. Se boste morda odločili za novo Katro ali boste vztrajali pri svoji? Jaz sem ženi obljubil, da, ker je imela prvega Twinga v Sloveniji, da bo leta 1994, da bo imela tudi prvega Twinga iz revoza električnega. Tako da se bom pri njej učil. Bo žena povedala. Ja. Potem vam pa želim še obilo kilometrov s Katro. Hvala. Upam, da bo zdržala mene in moje vnuke, a ne? Kdo pa zdaj ta avto ven spravi? Kdo je dal to simpatično idejo? Mislim, da je bil Miha. Torej, voznika sva izbrala. Ok, no zdaj pa je čas, da pogledamo še eno legendo. Letos namreč 70. jubilej praznuje legendarna žaba, torej DS19. In ta jubilej bomo počastili v družbi še ene legende, tokrat smučarske, Martina. Zdi se mi, da ste se s Tino v tej mehki vožnji kar pošteno zabavali. Pogor je bil res simpatičen, ampak kaj sva govorili? Boš pa mogel počakati, kako vsi ostali. Ne bodi neučakan. Ok, poglejmo prispevek, še prej pa Miho, kako rikverca.
Letos mineva 70 let, odkar so na pariškem avtosalonu predstavili znamko DS. In sicer prav v oktobru, 6. oktobra 1955. No, takrat je bila v soju žarometov tista legendarna žaba, ki je bila za tisti čas res udobna in tehnično dovršena. No, kako pa bi po 70 letih žaba izgledala danes? K sreči se ne rabimo spraševati, kako bi, če bi, ker imamo tukaj namesto DS19 danes DS8. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour. In kaj vemo o DS8? Vemo, da je električni avto, vemo, da je dolgoprogaš, saj ima skoraj 100 kWh veliko baterijo in ima doseg preko 700 km. In tako kot žaba ima izredno dolgo, počasi spuščajočo silhueto. No, in ker ima ta avto toliko zanimivih detajlov, rabimo nekaj dodatne strokovne pomoči pri razlagi. Poklicala sem na DS in so rekli, da mi pošljajo tistega, ki dela z DS-om največ kilometrov in največ dolgih voženj. Le še nekaj vrat pred ciljem in Tina Maze ima vse v svojih rokah. Nova slovenska zmaga je na dosegu. Rezultat Katrin Cetelj 1:33:80. Popoln zadnji zavoj, pospešek na ravnini. Ali bo to slovenska zmaga? Tina Maze je prva! Zmaga Tine Maze v Zeltnu! Živjo. Živjo, Tina. Hvala. Dobro, pa ti? Hvala tudi. Predlagam, da kar začneva na zunanjosti. Kaj naj ti rečem? Meni je to en avto, ki je prihodnost. Tak futurističen se mi je zdel že, ko sem ga videla sam na vizualih in zdaj v živo ga gledati, se mi zdi še lepši. Ampak kar mi je pa najbolj všeč, je pa v bistvu ta detajl tu. Vidiš to luč, kak vogal naredi in luč, svetlobni zapis je tokrat v obliki črke V in to za mene predstavlja zmago, victory. Tina, nekaj si mi omenila tale znak, da se ti zdi malo drugačen, da gre tole že nekam bolj v slalom, ali kako v primerjavi s preteklimi leti? V bistvu letošnji logotip je bolj odrezav, se pravi slalom ni več tako okrogu, kot je bil lansko leto pri njihovem logotipu in letos imajo res te odrezave zavoje, ki skoraj na smučanju moraš skoraj skakati, da jih narediš take. Ampak poleg tega, no jaz mislim, da je kar je zelo zanimivo, je ta francoski šarm, ki ga prenašajo na avto, detajli, ta etual, kjer se pač združuje vseh 12 aveni v Parizu kot nek slavolog zmage. Njihova luč je v obliki zmage, victory, se pravi vse v tem stilu, da nekako to francosko kulturo in njihov občutek za estetiko prinesejo v avto. Ogromno je stvari, ogromno je detajlov, ki se jih moraš dejansko navaditi. Ena je ta stvar, da v ogledalu imaš tudi kamero za odzadaj. Po vseh možnih koščkih, kjer je prostor za ozvočenje, so zvočniki in dobi glasba tiste finese, ki jih ponavadi mogoče kje drugje izgubiš. Za nama so neke luknjice. To so namenjene v bistvu ogrevanju. Zdaj so majčke temperature pretople, da bi lahko to izkusile, to prednost, ampak bo pa zanimivo. Po zimi sigurno. Bomo videli, kako to pomaga. Streha se zdi, da lahko tudi otroci, ki zadaj sedijo, to obožujejo. Če smo mi prej gledali tako ven skozi okna, oni lahko zdaj uživajo. Jaz rada vozim avto, tisti, ki vozijo kamione, ne vem, po staro, z eno roko. Jaz imam v eni roki več občutka. Vem, da te volani so narejeni za to, da ga držiš tako, kar so me tudi inštruktorji varne vožnje pred kratkim opozarjali, ampak moj stil je ta.
Sproščen. Kaj pa tale volan, kako se ti kaj zdi, ko gre na X? Jaz pravim v detajlih, kjerkoli že si, ali je to šport, ali je to avtomobilizem, narediš razliko v konkurenci. Da imaš možnost, recimo meni je tu zlat del, zakaj bi dal tu zlato mest med črno? Mislim, to so vse stvari, ki ga naredijo drugačnega. Se absolutno strinjam, ta kombinacija črna, ta rjava me spominja na torbico, na čevlje, na to, veš, pa še modno, stilsko. In se zgubiš noter v teh barvnih odtenkih zlato, črno, mislim. Kako pa se ti zdi kaj tale ekran? Meni je super, ker se mi zdi, da se vračamo nazaj k temu, da je bolj pomembno gledati na cesto, kot imeti velik ekran. Manj opazno, nujno, ja, ampak čim manj opazno. Res se strinjam s teboj, nasplošno pa pač napovedujejo, da v prihodnosti ne bi se pa popolnoma odstranil, no? Da ga sploh ne bi bilo neko tehnologijo, ki bo to nadomestila, tako da me res zanima. Bomo našli ta pravo mejo tehnologije, upam, čim prej. Kaj pa sprememba imena, ko zdaj omenjajo številko? Jaz pravim number 2414 bi bil moj DS, pisan na kožo, ker sem pač v tisti sezoni osvojila tistih 2414 točk in je to nekako moj nickname. Se absolutno strinjam s tabo, ker si sinonim v športu in tle ti ne moramo porekati, ampak lahko bi pa rekli tudi, da bi mogel biti number one, ne? Tako lepo bi se podali. Bolj enostavno bi sigurno bilo. Mogoče pa, glej, nekega dne. Pa saj, DS number one se je že rodil pred 70 leti in naša strokovnjakinja za DS-e je tudi tega že vozila. Presedimo. To še gre, ko se giba. Sino. Zdaj vem, zakaj so bile ženske včasih ful bolj močne kot zdaj. Katja, zdaj si pa že prevozila nekaj kilometrov, tudi s tele štirko. Kako se ti zdi? Meni kar fino, no. Je pa res, da se moram še kar malce navaditi, ker ko tole spustiš, se malce ustaviti, ker se mi zdi, da me kar malce že noga boli, ker moram stalno malce lepo pritiskati, ker če ne se pač ustavimo. Ja, pač samodejno bolj bremza, ker se tudi vidi pol na kameri, da Malo cuka. Malo cuka. Malo cukne. Ja, še ne 100 kilometrov pa bomo pogruntali kako. Veš, kaj me pa v bistvu mečken motno, tale prestavna ročica. Ko v bistvu hočem na hitro dati nazaj ali pa naprej, pa nekaj, pa čisto takoj ne prime. No, moraš res z občutkom, potem pa... Ja, je pol nekako tako, kot sem jaz prejle, ko sem hotela nazaj, pa mi ni prestavilo čisto v redu, pa smo šli naprej, no. Ja, tako da se mi zdi, da moraš biti precej pozoren, da se zares prestavi, da ne narediš kakšne nesreče po nesreči. Vozila sem tudi petko in v tisti petki sem iskala šminko, a ti najdeš šminko v temle avtu? Ja, lejo. Lepo nastavljena na vidnem mestu. No, čas je seveda za naslednji postanek in pa čas je tudi za kosilo. In Martina in Katja sta rekli, da ne gresta naprej, dokler se malce ne ukrepčata. In seveda smo si umislili, da bomo imeli prijeten piknik v lepem vremenu. Vreme nam je malce zatajilo, ampak vendarle pa vam vseeno lahko pokažemo, kako je kuhati pašto kar v naravi. Ne bo pretežko. Katrca nam namreč ponuja tehnologijo V2L, torej omogoča napajanje zunanjih porabnikov. In ker imamo na razpolago kar 3,7 kW moči, lahko na njo priklopimo tudi kakšne malo zahtevnejše porabnike, naprimer takšen grelec vode ali pa takšen električni kuhalnik. Kaj pa misliš, da bomo rekli v prihodnosti, veš, tako, ko zdaj rečemo, pritisni na gas, kaj bo pa pol?
Ne vem, pritisnem na štrom. Vse nekaj manjka, elektrika, tisto, pritisnem na gas, meni vse nekaj dodatnega da, ne tisto. To, ja. Prihaja temnejši del leta in v prejšnji oddaji smo pokazali nove elektronske, senzorji podprte prometne znake. In moramo poudariti, da ni bila napaka, da smo zgodbo na Ptuju snemali sredi dneva. In ker vidljivost ni povezana samo z odsevniki, ogledali in očali, in ker je vidnost pravzaprav stvar izbire. Če ne nosimo odsevnikov, postanemo tako neopazni in majhni kot kakšni palčki. Če pa si nadanemo malce barve, morda seveda v obliki odsevnikov, pa postanemo tako živahni in opazni kot tehle 600 palčkov vasi Jelovo pri Radečah. Kdo je Vid Zebra? Vid Zebra je prvi digitalni poročevalec o prometu. Torej, najlažje povem tako, da Vid pravzaprav suhoparne podatke o prometu, ki nastajajo že leta, vendar v neki obliki, ki se nam ne usedejo, prevaja, tolmači v en živ jezik prometne kulture, humorja, zanimivosti in hkrati cilja s tem na našo spremembo vedenja. Ampak tukaj bomo danes govorili o vid kot vidnost in pa o zebrah, se pravi vidnosti na zebrah. Kaj vam pravijo vaši podatki? V Sloveniji v zadnjih desetletjih smo skupaj z občinami določili 99 mest, kjer so nevarni pri stiku pešcev, kolesarjev in avtomobilistov, se pravi, kjer se nesreče že dogajajo. Te smo opremili s sistemi COPS in prvo, kar smo ugotovili, da to zelo dobro deluje. Se pravi, 80% prometnih nesreč lahko preprečimo, če avtomobiliste, pešce in kolesarje opozorimo, da se bližajo nekemu nevarnemu mestu trka. Skratka, inteligentni sistemi delujejo, ostaja nam pa en problem. Tisoče drugih podobnih točk v Sloveniji, ki so prav tako nevarne in vseh ne bomo mogli opremiti. Tukaj pa pridejo v fokus podatki. Zanimivo je, da recimo čez prehode za pešce po nekaterih lokacijah 30% voznikov, mislim, da je ravno Ptuj bil ta, pelje prehitro. Se pravi, ne samo, da ne upočasnijo čez prehod za pešce, še pospešijo. Po drugi strani pa vidimo, te podatke iz infrastrukture smo uparili s podatki o vedenju, o občutkih v prometu. Vidimo, da 83% e-skiroistov se najbolj boji, se pravi, njihov največji strah je, da bi jih kdo spregledal. Avtomobili oziroma večja vozila in kar 77% kolesarjev deli enak strah. Ta strah izvira iz neke izkušnje in izvira iz točno takih točk srečanja. Tako da, ko smo uparili te podatke, ki jih že sicer dolgo gledamo, smo ugotovili nekaj novega. In sicer medtem, ko se ukvarjamo z vidnostjo in je, dajmo se videti, nastalo iz te frustracije, da se po noči ne vidimo v prometu, smo iz teh podatkov videli, da se ne vidimo tudi podnevi na jasen, krasen, sončen dan. In s tem se pa ukvarjamo zdaj v dajmo se videti. Se pravi, kultura tega, da se vidimo in da se na to, da vidimo druge, tudi odzovemo. Zdaj, ko se naša avantura s katrcami preveša v sklepno večerno fazo, lahko tudi skladno s tem celotno oddajo malce potemnimo. Namreč Miha se je družil z glavnim audijevim inženirjem za svetlobno tehnologijo Štefanom Berlicem, usedla sta se, nataknila virtualna očala, potem pa z lučkami iz novega Audija Q3 svetila oziroma risala kar po cesti.
We are sitting in a virtual car. Can you walk me what can we see on the road? That's actually our lane light, and you can see the lane light is orientating on the lane of the car. Camera detects the lane, and that's illuminated then in front of us. Within the lane light you can see these two black lines, shadow lines. This is the orientation light. They have the width of our car. So we can have a position so where that we we know, are. okay, our car is exactly in the middle of our lane. And what you can see on the left side now, because that's because of the direction indicator, it's indicating then and showing that we have turned on the direction indicator to move to the other lane. And actually this is also visible for a car that might be next to us. They also can see this, so they don't see our direction indicator, but they see on the lane, oh, it looks like the Q3 is moving to my lane, for example. So this is communicating lights. Yeah. We use the digitalization of our light for communication. What else can we see on the road? Actually, yeah, if we could change the lane, for example. This is, for example, yes, you see it moves closer because if a car is overtaking us. And now we change the lane, and if we change the lane, then you see that the light moved over to her. Now we show, okay, we want to move to the right side. To the right. And then if we move over, the light moves to the other side and locks in then and reduces because the other car's coming. In this case, it's virtual, it's just straight. In reality, it shows you the angle like your car is moving. What we also can do, if we have an icy road condition, then we had the possibility then to show this, and then we see, oh, icy conditions, just as a warning for you that you know, oh, I should drive safer or whatever. Some other warnings on the road? No, that's because of regulations. There are actually only two symbols allowed. This one for the snowflake, and the other one would be they show some sort of a crash, but it's very difficult to understand. And we say we don't like it because nobody. You look on it and say, "What's this? What are they telling me?" We don't want to confuse our customers. Light should not be complicated. It should be easy to understand, and it should help you. It should guide you. The lights are also connected to the assistance systems, right? Yes, because you need all this information from the assistance system. If you, for example, then move to the side too much, like this, then it tells you to go back. And it's only working if you have the system on. Right? With this light, you can actually always see where's my lane, and this is also for you as a driver, but also for me then as a co-driver. I also see, he's in the middle of the lane. And I can see then also, because for me it's also strange, because I say, hey, why is he driving too much on the left or on the right? And if you see this, then you know, no, he's driving exactly in the middle. Do other drivers see that I'm... If they're on the same height as you are, then they can see it. But others who are far away, they can't see it because for them the information has no worth. So it's only for cars that are really next to you. They also can see it because for them it's actually also an interesting information to see. Okay, he's moving to my side, but he's going back. It's really depending on the viewing angle, and if they have nearly the same viewing angle, then they can see it. But oncoming cars can't see it. Cars from the side can't see it. Let's talk about the technology. So now you said this is not the micromirror technology, the digital lights that you started. It's it's an evolutionary technology that we have next. We have micro LEDs instead of micro mirrors, so that means you don't need light to put light on the mirror and then reflect it on the road. The LED directly emits the light on the road, so we lose one optical path, and that means we get rid of a lot of losses of light. So we have on the road really double the light than we had before. We have 25,600 micro LEDs. Each micro LED, that's why it's called micro, has 40 micron edges, half of the thickness of a human hair. The chip size is actually, I would say, half of my fingernail. It's about from the width 13 millimeters, and it's really small. You see now the headlights and the explosion of the headlights, and then you see the module. This one is it? This one is the module for the digital matrix light. This is high beam and low beam. We have a fan here for cooling. This is some kind of add-on to the normal lights. Yeah, that's why you have more light than you have normally. Yes.
And actually, we could, for this module, we could also make an explosion model. Now it's getting bigger. It's not that big. It's just to see it better. And what you can see then is where the light is coming out. We have a lot of optics you could see. We have some lenses and covers and all of this. Just like in a normal camera, yes. And we have then the chips, electronic, and the light is then projected on the road, and then we can play, some sort of videos. Because what we saw, this light carpet is actually a video in real time. Okay, but this video doesn't have super resolution as in micromirror technology. Yes, a micromirror is 1.3 million. We have here 25,600, so it's less, but the intensity is double. And actually, as I would say, for the safety functions that we have for our lane light, orientation light, we have much more light than with a micromirror. On the other side, if you want more of this coming home, living home, welcome scenarios, and so they, of course, are better with a micromirror. At the moment, I would say the best light you can get is this one. Yeah. And no one makes me feel like you do. When no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Tako pa smo po celem dnevu vožnje končno prišli na Havaje, ki so pravzaprav bolj športno društvo, piknik plac. Predvsem pa smo ugotovili, da Havaje niso nujno tako tista topla destinacija, namreč danes se soočamo s temperaturami -4 stopinje Celzija. Taki netipični Havaji so tukaj v Radljah ob Dravi. Torej, še enkrat se je potrdilo tisto, kar v avtomobilnosti vedno zagovarjamo. Za prave užitke na poti ne potrebuješ vedno zelo smiselnega cilja, ampak je že sama pot lahko cilj. Torej, pot je užitek. In kaj rečemo o katrci? Da ste se obe odlično odrezali, obe sta imela identično porabo 14,5 kWh na 100 km. Torej, strešni prtljažnik ni imel nekega posebnega vpliva, ne? Ne, to pomeni, da so punce boljše vozile, bolj varčno in predvsem so tudi uživale na makadamski vožnji, tako da bi sosedova Mici bila prav ponosna. Kar pomeni, da katrca je še vedno tudi tista klasična katrca. No, danes smo se v tej jubilejni 300. oddaji precej ozirali nazaj, zdaj pa mislim, da je čas, da se na hitro ozremo še naprej. Ste za, da zakopljamo eno časovno kapsulo? Jaz sem izračunal, da če gremo v tem tempu naprej, bomo našo 600. oddajo praznovali približno leta 2036. Jaz napovedujem, da bomo takrat spet vozili več tistih pravih roadsterjev, v katerih bomo sedeli res nizko na tleh. Kaj pa vi napovedujete? No, jaz pa mislim, da v nasprotju s tabo nas takrat čakajo avtonomni avtomobili v tistem pravem pomenu besede, da ko se ti bo nekam mudilo, se boš usedel in te bo avto sam odpeljal, ti boš pa lahko svoje stvari vmes naredil. Ampak saj pravzaprav to gre dobro skupaj. Avtonomni avto za v službo, roadster pa tako, za užitke. Kaj pa ti misliš, Martina? Jaz si pa predvsem želim delujočih polnilnic, predvsem same hitre polnilnice, še bolje pa bi bilo, da jaz pridem na mesto, kjer mi sami zamenjajo baterijo in bi bilo to hitreje, kot natankaš bencinski avto sedaj. No, jaz si pa želim, da bi imeli hitre polnilnice tudi na tistih mogoče malo bolj odmaknjenih koncih Slovenije. Predvsem si tudi jaz želim avtonomne vožnje in tudi ne samo, da si jo želim, tudi pričakujem, da bomo 2036 leta tudi dejansko se usedli v avto in nas bo ta peljal. Je pa dejstvo nekaj, da si to želim samo za tiste dnevne potrebe. Namreč ponoči sta naša dva montažerja pametovala, da se leta 2036 pa v resnici ne bo treba jeti na tak izlet, zato ker bosta vso vizualno, vso sliko zagotovila kar ona dva preko umetne inteligence. No, jaz pa zdaj na glas povem, jaz si pa želim, da se to ne bi zgodilo, oziroma tudi, če se bo zgodilo takšnih izletov, kot smo jih danes imeli, jaz pač ne dam. Bom jaz še vedno se rajši odpravil na tak pravi izlet in seveda vas vabim, da gremo skupaj. Mogoče ne bomo šli na Havaje, mogoče bomo šli v Beverly Hills. Torej, do leta 2036 se bomo še precej gledali in tudi seveda družili na takšnih prijetnih izletih. Naslednjič že čez 14 dni, kajti prihodnjo sredo bomo na krajši počitniški pavzi.
Do takrat pa naše zgodbe spremljajte na spletnem portalu mmc.rtv.slo.si, naročite se na naš YouTube kanal in krajše izseke iz oddaje spremljajte na naših družbenih omrežjih. Torej, do prihodnjič, srečno!